začnemo z našim delom in vabim seveda, da začne svoje predavanje, začne svoj prikaz o teh zaključnih operacijah za osvoboditev Slovenskega primorja, dr. Martin Premk, ki smo ga danes že slišali in ga bom posebej predstavljal, je pa gotovo pomemben mladi slovenski zgodovinar, ki je vse svojo raziskovalno dejavnost namenil prav na osvoboditev. Hvala, samo bi prosil, če se lahko presedem. Ja. Še enkrat lep pozdrav. Nekako mi je pripadla čast, da začnem ta posvet, ampak mislim, da tudi, da pravzaprav, glede na to, da govorimo o koncu druge svetovne vojne, da si za začetek vojaški pogled konca druge svetovne vojne oziroma vojaški pogled na osvoboditev slovenskega primorja tudi zasluži morda, da z njim začnemo. Mogoče za začetek ta del enega dokumenta iz leta 1945. Celotna armada je bila prevzeta z mislijo, da moramo osvoboditi Istro in Trst. Že ko se je začela bitka za Bihar, so bila na vseh tovornjakih in topovih napisana gesla. Naprej k Istri, Istra je naša, osvobodili bomo Trst in tako naprej. To je najboljši dokaz, da je naloga, ki jo je dal maršal Tito 4. armadi, prišla v zavest vsakega borca. Vsak posamezni tovariš je bil pripravljen dati življenje samo, da bi izpolnil nalogo. Tako, naprimer, ko so se pred našimi malimi tanki pojavili panteri in ko so naši tankisti to sporočili to komandantu tankovske brigade, je ta odvrnil Trst ali smrt. Obče, celotna 20. divizija in tankovska brigada sta šli na Trst z geslom Trst ali smrt. Mislim, da ta dokument, ki je nastal po koncu operacije za osvoboditev Primorske julija 1945, nam vsaj majčkeno prikaže duh časa, v katerem so se odvijale zaključne operacije druge svetovne vojne. Zaključne operacije so se v Jugoslaviji začeli že 20. marca, ko je bilo treba osvoboditi ostalo Jugoslavijo, in sicer sta dve armadi osvobajali Jugoslavijo na severu. Ena armada jugoslovanska je osvobajala področje, neosvobojeno področje Bosne. Četrta armada jugoslovanske armije pa je dobila nalogo, da prodre med gornjim tokom reke Une in Jadranskim morjem, da osvobodi Istro in Trst in da doseže reko Sočo. Četrta armada je bila zato ustanovljena 1. marca 1945, ustanovili so jo iz 4 divizij 8. korpusa, na to pa so v toku operacij dodajale še dodatne divizije. V njej so bile vključene tudi prekomorske enote, tudi 1. tankovska brigada. Proti koncu vojne, aprila 1945, pa sta bila operativno podrejeni in na to vanje vključene 7. in 9. slovenski korpus. Na začetku je štela od približno 67.000 ljudi, na koncu je narasla na približno 110.000 ljudi. Nasproti so je postavile sovražne sile nemške oborožene sile, 15. gorski korpus, 97. korpus nemške vojske in pa SS in policijske enote v operacijski coni Jadransko primorje, približno 75 do 100.000 ljudi, od nemške redne vojske, SS policijskih polkov do vsakršnih kolaborantskih kvizliških enot. Tukaj je pa potrebno povedati, da so te nemške enote vojaške spadale pod skupino Armat C. Ta skupina Armat C pa se je prek najvišjega vodja SS-a v Italiji, Karla Wolfa, že marca začela pogajati o vdaji v Italiji. In 25. aprila so ta predavanja bila neposredno v Kazerti, 29. aprila je bilo podpisano premirje in 2. maja je kapitulacija nemških sil v Italiji začela veljati. Tako da so takrat tudi 97. korpus izpod armade C postavili pod poveljstvo skupine Armat E. Štab jugoslovanske vojske si je osvobajanje Primorja oziroma operacije 4. armade zamislil v dveh sklopih. V Liško-primorski operaciji in v Tržaški operaciji.
Liško-primorska operacija je potekala od 20. marca do 15. aprila. Glavna smer napada je bila iz Lapaca proti Bihaču. Okoli Bihača so se takrat videli tudi največje bitke in ko je bil Bihač osvobojen, je v bistvu bil prodor v to smer dosežen. V teh operacijah je 4. armada porazila in uničila 15. nemški korpus in 15. aprila 1945 prodrla do črte delnice Lokve, Fužina, Kraljevice, se pravi pred Reko. Tržaška operacija pa se je začela 15. aprila in glavna smer napada 4. armade je bila proti Klanji, Ilirski Bistrici in proti Trstu. Z levo kolono so šli preko otokov do Iskre, preko Krka, Cresa do Istre in z desno kolono, ki bi mogla zaobideti utrjeno linijo 97. korpusa med Snežnikom in Reko, so šli preko Prezita do Mašuna do Pivke. In 21. aprila so že dosegli to utrjeno črto Ingrid na področju med Snežniko in Reko. Od 21. do 27. aprila so ob črti Ingrid divjali frontalni boji za nemškim 97. korpusom. Tukaj je nemška vojska tudi parkrat poskusila za protinapadom, tako da so predvsem v okolici Klanje divjale velike bitke. Medtem se je 9. divizija izkrcala iz otoka Cresa v Istri in proti Trstu napredovala preko Istre. 20., 29. in 30. in 43. divizija pa so preko izpraznjenega prostora severno od Snežnika preko Mašuna prišli do Pivke in Ilirske Bistrice. Splošni napad 4. armade na Trst se je začel 27. aprila 1945 z ukazom maršala Tita in 28. aprila se je tej desni koloni, ki so ji dodali še 8. divizijo, uspelo prebiti na črto Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Prodor v Gorico se je začel tudi z ukazom glavnega štaba 9. Narodno-osvobodilne vojske Slovenije, 9. korpusu. Trst so takrat začele oblegati, v bistvu do Trsta so takrat začele prodirati 4 divizije Jugoslovanske armade in 30. divizija. 31. divizija je pa začela prodirati proti Gorici in Trbižu. Nenazadnje je pa v teh operacijah začel sodelovati tudi 7. korpus, ki je v bistvu z delovanjem iz Kočevja proti Ljubljani ščitil boke 4. armadi in 9. korpusu. Vstaja v Trstu, ki se je pripravljali že dolgo časa, se je začela 28. aprila in prve enote Jugoslovanske armade in 9. korpusa v bistvu so prišle do Trsta in udrle v Trst nekje med 30. aprilom in 1. majem, sicer mislim, da bomo več o tem slišali še kasneje. Skratka, 2. maja so v Trst prišle tudi novozelandske enote, 2. novozelandska divizija in 3. maja so prenehali vsi boji v Trstu in 3. maja je bila osvobojena tudi občine, kjer so se Nemci zelo trdoratno upirali še do 3. maja. Prav tako so bile v teh prvih majskih dneh osvobojeni tudi druga območja Primorske. Osvobojena je bila Gorica, enote operativnega štaba za zahodno Primorsko so osvobodile dolino Soče, mornariški odred je osvobajal slovensko obalo in 1. maja je 29. divizija osvobodila tudi Postojno. Takrat je Jugoslovanska armada organizirala tudi po koncu večjih bojev, vsaj v severni Primorski, tudi motorizirani odred 4. armade, ki je štel kakšnih 3500 dobro oboroženih mož, ki se je potem po dolini Soče preko najprej predela, pa ga angleška vojska mu je ni pustila do pristopa, potem prek Vršiča odpravil še na operacije na Koroškem. Primorska pa je bila potem dokončno osvobojena 7. maja. 97. nemški korpus, ki so ga v prodoru proti Trstu obšli, je v bistvu se je bojeval še naprej na področju med Reko in Ilirsko Bistrico.
2. maja je šele iz štaba skupine Armad E dobil ukaz, da se lahko umakne proti Ljubljani in posledično preko Avstrije. 97. korpus je ta prodor tudi poskušal, ampak neuspešno, tako da 6. maja so se začela pogajanja o predaji in 7. maja se je 97. korpus predal na območju Ilirske Bistrice in takrat je bila Primorska dokončno osvobojena. Izgube sovražnika so po ocenah takratnih vojaških poveljnikov bile približno 25.000 padlih in 55.000 ujetih, izgube Jugoslovanske armade pa 2.000 padlih, 2.200 padlih in 7.000 ranjenov, ampak zaključimo lahko, da je 4. armada v celoti izpolnila svojo nalogo. Se pravi, osvobodila je Istro in Trst, prodrla do reke Soče, na tej poti pa je tudi uničila oziroma zajela 2 sovražna korpusa. Ne smemo pa pozabiti na vlogo 9. korpusa, ki jo je general poveljnik 4. armade Petar Drapšin opisal takole: osvoboditev onega dela Slovenije, zasužnjenega po fašistični Italiji, je skupno delo borcev 4. armade, toda na prvem mestu je to zasluga slovenskega 9. korpusa. 9. korpus je med temi operacijami napadel Trst iz zaledja. Po prestani težki ofenzivi marca 1945 prispeval je k pripravi postaje v Trstu in še pred prihodom zaveznikov dosegel črto Trst, Tržič, Gorica, Krmin, Čedat. In pa na svoji poti proti Trstu je tudi osvobodil Vipavsko dolino in Kras, kar je tudi pomembno prispevalo k zadnjim operacijam za osvoboditev slovenskega Primorja. In pa še, ker pripadam vojaškemu muzeju, ki pokriva tudi tankovsko artilerijsko zbirko, mi za konec dovolite še samo par besed o zanimivih orožjih, ki so bila uporabljena ob operacijah za osvoboditev slovenske Primorske. Na začetku je bil omenjen tank Panter, s katerim so se srečali tankisti 1. tankovske armade. Dejansko tankov Panter ni bilo na območju Trsta ali 97. korpusa. Takrat so se naši tankisti srečali z tanki T-34, ki jih je 5. policijska četa imela v uporabi v operacijski coni Jadransko Primorje in s katerimi je branila dostop proti Trstu. Tako da imamo tukaj zanimiv položaj, da Nemci branijo Trst z sovjetskimi tanki, partizani pa napadajo Trst z ameriškimi tanki. In pa še v zadnjih bojih za osvoboditev Primorske je bilo uporabljeno tudi najtežje in največje orožje, kar ga je bilo na ozemlju Slovenije. 97. korpusu so dodali tudi 3 oddelke železniške artilerije in dokumenti govorijo, da so železniški top K5 aprila 1945 uporabljali iz železniških predorov v Košani in z njimi streljali na prodirajoče enote 4. armade. Te topovi, najmanj 2, so bili ob vdaji nemške vojske zaplenjeni. To so bili topovi res izjemne veličine, 21 metrov dolgi in 220 ton težki. Žal je njihova usoda potem bila neznana, ampak verjetno so šli za staro železo v reški ladjedelnici. Tako da hvala lepa za pozornost, upam, da je bilo to za uvod dovolj zanimivo in predajam besedo naslednjemu referentu. Hvala lepa, doktor